Poslušaj mene. Zjajštam. Poslušaj mene. Dobro jutro, dober večer in dober dan. Ne, shit, zajebo sem. Ne. Dobro jutro, dober dan, dober večer, lahko noč. Poslušate, poslušaj mene, zjoštam. Všeč mi je tale radijski intro in mislim, da ga bom tudi še večkrat uporabil za take zadeve. Tako da, zakon. Da vidimo, danes imamo ene par različnih tem. Preden začnemo, jaz bi samo rad povedal, to je dvakrat tedenski podcast, kjer jaz govorim o različnih temah, ki mene zanimajo, mene frustrirajo ali pa se spomnim on the fly, o čem bi rad govoril. Ponavadi bom imel neko strukturo, zato ker dejstvo, da sem preveč hiperaktiven pa preveč nezorganizirano možgane imam, zato da bi kaj pametnega znal povedati brez notesov. Okej, v redu. Za danes imamo 3 teme, bi lahko rekel, 3 sklope, v katerih bi rad se pomenil malo več. Prvo je drkati za dobre odločitve. Druga zadeva je nekoč je bilo v Hollywoodu, film je meh. In tretja, nisi najlepša, si samo najbolj huda v tej sobi. Mislim, da bo to kar dober sklop raznih tem. Veliko se ima tukaj za povedati, veliko imam mnenja o temu, to je na nek način malo bolj spontano narejen, ostalo bomo pa videli, kako gre naprej. Okej. Cue the interlude. Poslušaj mene. Pa začnimo. Drkati za dobre odločitve. Nekateri tipi boste vedeli že takoj, o čem govorim. Jaz bi rekel, da je to v bistvu večina tipov. Bejbe, boste mogoče tudi vedeli, za kar vam zaploskam. Ste dovolj razgledane in čestitke. Mogoče tudi za vas deluje. Ne vem, jaz bom govoril iz strani tipov, ker to je edina stvar, zakaj lahko govorim 100%, ker dejstvo je, jaz imam penis, drug spol ima vagino. Vsaj tako so mene v šoli učili. Biologija, hvala lepa. Sem imel 3, ampak hvala lepa. Okej, drkati za dobre odločitve. Kaj tukaj mislim točno je to, da čez dan, ko greš, delaš razne zadeve, a ne. Bam, 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 srečuješ ljudi, imaš službo, imaš šolo, recimo se učiš za izpit, si vsak dan za unimi knjigami ali pa imaš šiht, ki te totalno zgura, porine v tla, tako kot je bilo ponavadi gostinstvo, ampak tudi kakšna fizična dela. In če zdaj pomislim, vse službe, predmeti, tudi hobiji so lahko stresni. In skratka, ne moreš se pripraviti seksa ali podobne zadeve. In kar se tiče dobrih odločitev, se zmanjša ta zadeva. Kaj mislim s tem? Včasih je to edino izhodišče. Glej, če si tip, dejstvo je, da imamo neko potrebo, ne. In včasih je najlažje, da daš ven. Drkanje je neverjetna forma relaksacije. To, tudi če je samo evforija za one 3-4 sekunde, počutiš se pol tako sproščeno. Zakaj to zdravniki nikoli ne rečejo, ne? Glej, če si živčen, če si napet, in ga stisneš ven, bam, preden greš spat, boš spal kot dojenček, res. Ali pa pred kakšno zelo stresno situacijo, ali pa kaj. Tukaj je v bistvu glavna zadeva. Drkati za dobre odločitve. Top tip. Drugo, tipi, moški, fantje. Znani smo tudi po tem, da delamo veliko stvari zaradi bejb. To je čisto taka logična zadeva, čisto evolucionarno. Glej, dejstvo je, tipi smo taki, radi imamo bejbe, radi imamo seksi bejbe, različne oblike joške riti, glej. Mi se ne moremo ne nagledati takih zadev, ne. Naredimo eksperiment. Prva skupina ima film pa poster te bejbe. Prej ni nič drkala, mogoče 3 dni in se pravi ima vso ono energijo, spolno še vse, pa ne, in seveda vsakič, ko vidi samo kakšno malo bolj oblino, je lahko tudi na drevesu ali pa kaj že pomisli na seks, tako da. Tiste skupine, jaz pravim, bo gledala večino časa, 80 časa bosta poster nage bejbe. To je čisto razumljivo, a ne. Moški nismo zakomplicirani, babe. Res, še posebej, ko smo potrebni. Druga skupina, preden grejo do tega filma in posterja v sobi, so ga vrgli na roko, so nafutrali gos, so skubali pšanca, so naribali korenje. Ne vem, zakaj so vse moje prispodobe v zvezi s hrano. V glavnem, so si ga zdrkali. Bam. Preden so not prišli, so dali ček, lepo ven, to energijo, so sproščeni, vse to. Jaz rečem, tam 40-50% jih bo gledali potem v tem primeru film. Ali pa bojo večkrat tja nazaj pogledali. Ne bo toliko interesirala una bejba. Zakaj? Ki so ven dali uno slabo, napeto energijo. Bomo radi to. Je pa dejstvo, da moški, ki je napet, ki ima to vse, to kislino, to, kar razžira možgane pa to,
naredi dostikrat slabe odločitve. Posebej recimo, da mogoče, ne vem, glej. V mojem primeru jaz lahko povem, da včasih se je že zgodilo, da sem šel ven, rečemo mogoče že nekaj časa, nisem dobil nobene akcije, kaj takega, ne, v posli, bam, in se počutiš malo zafrustriranega. In kaj pol narediš? Greš ven, se ga malo napiješ, malo se družite s kolegi, kolegicami, bam, in veš tam eno bejbo, ki je v redu, ne, v redu, ampak ni glih v tipičen nivo, katerega se ponovadi držiš. Zdaj ne me grdo gledat, ali pa ne vem kaj, vsak ima svoje standarde, to je dejstvo. In pač držiš se neki standardov, ne, meni so te všeč, meni so one všeč. In jaz sem govorim v tem primeru, da včasih, a ne, zato ker imaš to slabo energijo v sebi ali karkoli, pač narediš kakšno slabo odločitev in greš nižji, greš pod svojim standardom. In kaj tebi tvoji možgani povejo? V tem primeru govorimo o pikolino možganih. Možgani, ki se nahajajo med tvojimi nogami. Kaj oni možgani naredijo? Ta mala glava ima vso kontrolo nad to veliko glavo. Zato je pa razbijemo prej, a ne, se pravi, v tem primeru zadrkaš. Zato, da pol imaš čiste misli, lahko razmišljaš s temi možgani, ki smo jih dobili po evolucionarni poti. Ti možgani razmišljajo različne opcije, kaj bi lahko naredil, a je to pametno ali ne, ali bom žaloval, bam. Ker ta spodnja glava razmišlja samo o eni stvari. Da dobi, a ne, je takoj, stoji pokončno, je uno, ja, taka roka visok, tako, te salutira, uno, ja. In je tvoj največji motivacijski govornik in podpornik in je uno, ja, zmoreva to, dej, greva, to si zaslužiš, jaz sem za, dejmo, uspel ti bo. Tako je tvoj penis. V unem primeru je tako, ja, pejt do une, pejt, vse je v redu. Ti si tak še potem malo pijana, ne, in potem spregledaš razne unibrowne, da je mehen že brčice rastejo, mogoče kosmate pazduhe, pa kaj, ker že toliko časa nisi dubal. In odloča tvoja mala glava. Na koncu se naslednji dan zjutraj zbudiš, pogledaš levo od sebe ali pa desno, jaz osebno rajš spim na desni strani posle, se bolj varno počutim. In vidiš pač tisto osebo, še vedno je oseba, hoče reči nasedu mrož, ampak se lepo obnašam tole epizodo, recimo. Ampak ponavadi ne bi s tako osebo nikoli spal. In ko se hočeš pezditi potem nase, oziroma na svojo malo glavo, ker rečeš, ti si me zafukal, pogledaš dol in on je pa se že skrčil, leži na strani, boli njega, ti se obadi s tem, kaj se bo zgodilo. In v unem primeru greš potihom čez, se oblečeš in pol spizdiš ven. Tak, moški walk of shame, taka zadeva. In to je to. In to je zaradi tega, ker nisi drgal in si naredil slabo odločitev. Naslednja stvar, tudi v navadnih interakcijah z bejbami. Ful tipov se mi zdi, da so taki celi čudni, zafrustrirani, ker da se na pol tresajo vsakič, ko so pri kakšni cute baby. Najraž bi jim samo v unem primeru jih dal na stran, bi rekel, sej, ljubica, sam trenutek, sam nekaj sem jaz zmejan, bi rekel, ega, kdaj si ga nazadnje vrgel na roko? Tako, zdaj že nekaj časa nisem, no. Zdaj rekel, bi tjale zavogal, v zadnji v šumo, malo ga sezuj, malo ga razvleč, malo popusti to, dej ti lepo tele zle duhove ven, pa se pa vrn nazaj, pet si še roke naprmit, vrn se pol nazaj in pa boš videl. In grem stav, tip se zrihta, pride nazaj, on je sproščen, on ima ramena nazaj, pomisli samo, evo, kako se odlično počutam, živijo, kako si, jaz sem Peter, bla. A prva tudi na drva, kurte, Ona bo že mokra kot losos iz rečnega poustja. In na koncu bi cifro blem, to je to, tako se to dela. In kaj je bilo? Zdrkal? In potem je lahko naredil dobro odločitev. Ko Cezarjev pregovor, kaj že gre, prišel, videl, drkal, zmagal. A ne, tako je to. Zdaj lahko mislite, da to ne deluje, ali pa da ste že probali, pa tudi ne. Jaz to pravim za une kritične trenutke. Če to delaš vsak dan, kar mislim, da je zdravo, spet, doctor's recommendation, po moje si čisto na v redu, stari. Glej, če imaš pač res full te spolne energije, v tem primeru lepo naredi dvakrat, ali pa trikrat, ali pa štirikrat, ok. Dejstvo je, da ti lahko potem sploh razmišljaš normalno, ne. Moraš to narediti. To je to. Jaz sem čisto iz svoje prakse ugotovil, ne.
Mogoče je una zgodba, ki sem jo prej povedal za Nobevo, pa to delno na moji osebni izkušnji, ampak tisto bomo zadržali, une moje še malo slabše. Mogoče enkrat delim. Ok, naslednja stvar, da pomislim. Aha, seveda lahko to tudi preveč narediš, a ne? To je dejstvo. Lahko ga večkrat zdrkaš in ga prevečkrat zdrkaš. To tudi poznano vsem tipom. Ker pol je tvoj neuporaben, je občutljiv in ne vem, če ste kdaj bili tudi ostali, ampak če ste seksali z prenatreniranim, prenaštrudlenim korenjakom, ni glih najbolj udobno, no. Še posebej, ke ga moraš slačati v kondom. Mogoče to pomeni, da bi mogel večje kondome kupiti. Ampak ne, to definitivno ni to. Ladies. Ampak ja, če ga tudi prevečkrat, je to na koncu fail. Zato, ker je treba v moderaciji imeti vse to. Jaz govorim samo tako funkcionalno nasploh. Veš, koliko je takih situacij, ki bi rekel sam, koliko je ta oseba živčna, samo vzadi pet na WC, reči se pravičujem, moram iti na WC, vprav številko 3, ker si vemo, da je to številka 3 v tem primeru, daš to ven energijo, se pravim, ramena nazaj, ti si zlat. Sam rečeš, kaj sem sploh prej govoril? Aha, to je bila ta moja glava, zdaj počiva. Zdaj je v zadnji, zdaj lahko razmišljam kot inteligentna oseba. To je 100% Einstein delo, grem staviti. Tudi te najbolj pametne osebe. Zdaj, Stephen Hawking, ne vem, kako je to, rest in peace, ampak zih je imel kakšnega robota, ki ga je mečken pošlatal po prostati. Glej, kdo ve, kaj je imel pod unim zicem v spodi na vozičku? Kdo ve? Ok, v redu. To je to. Naslednja. Poslušaj mene. To je tak simpel interlud v tem podcastu, ki se imenuje Pušušti mene. Evo, druga stvar, o kateri sem hotel govoriti. Nekoč je bilo v Hollywoodu. Vsi poznamo ta film, vsi obožujemo Quentin Tarantina, ki ga ne, jebite se. Ampak njegov ta zadnji film, ne vem, kjer je to 8., 9., rekel je, da je bil naredil koliko 10, 11, 12, 13, blablabla. Nekoč je bilo v Hollywoodu. Šel sem ga gledat 2 tedna nazaj v kino in moram reči, da sem bil kar malo razočaran, no. Odličen cast, ne, to se pač včasih zgodi. Leonardo DiCaprio, senzacijski igralec, en izmed njegovih najboljših filmov. Inception, Django, kjer je igral, Inception je bil glavna oseba. Veliko filmov. Titanic se ne šteje, ker Titanic je gnil. Tako da, baby, sorry. Ampak dejstvo je, da ko vi gledate Titanic, vi se vse poistovete z uno žensko, ne, njegovo ljubico ali ono, kaj je bila. Ne, kako je ime, jaz bom rekel, da je Rose. Ne vem, če je Rose, boli meni. Nikoli nisem cel film gledal, ker mi je preveč beden. Tipi, ko mi ta film gledamo, veš, s kom se mi poistovetimo? S tem tipom, ne, niti ne s tem tipom. Jack, on je pička, to bomo rekli. Mi se poistovetimo s kakšnimi unimi ostalimi tipi, ki so bili tam gor. Ker vsi vemo, kako je na taki ladji, vedno je napr, rešilni čolni, gremo, ladja se potaplja, ženske pa otroci prvi. V redu? In itak vse zasedajo, tam cela frustracija, vsi so panični, otroci se derejo, in kaj, tipi mora biti pa prti, pa mir, pa gledati une ljudi, kako se bo rešil in kaj se pa z unimi zgodi. Ja, točno to, utonejo v uni fucking mrzli vodi. Super, super. To je grozljivka ta film, ne pa romantična komedija za nas tipe. Tako da ja, pozabimo, to ni fora v tem. Nekoč je bilo v Hollywoodu. Quentin, ene par vprašanj imam jaz za gospoda Tarantina. Prvo kot prvo, film bil vsaj 3/4 ure krajši. Po 1 uri sem jaz hotel iti ven, ker se ni nič dogaja. Šele pol, spoiler alert, evo zdajle spoiler alert, če nisi slišal, da je, ne vem, 3 minute vnaprej, šele po 1 uri se nekaj zanimivega zgodi, tako res zanimivega, drugače se sam vleče. Tarantino je dober v tem. Tudi v Hateful Eight, ki je naredil, se mi zdi, da je to ta film, a ne, ta njegov prejšnji film, super, zakon. Edino kakšni kadri so se vlekali po par minut, ko so šli čez viharje, snežne nevihte pa te zadeve, tisto se je tudi vlekali. In isto je tukaj. Samo da tukaj se pa dogajajo neke stvari in kar neki, no. Ne vem, samo tako sem, a bo, škokrat sem pogledal na telefon, na uro, že žveču karton od unih kokic, ki nisem vedel, kaj bi delal. In ja, to je prva zadeva.
Kva se to vleče, lobby je bil 3/4 ure. Druga zadeva. Jaz nisem vedel, da je to Tarantina, nisem tudi prej nikoli opazil, ampak v tem filmu, ne vem, on ima kakšen food fetiš ali pa kaj takega. Jaz res ne vem, kva je to. Pač, če bi videl tako kakšna bejba, neka lepo leži, sedi, da tam malo kaže stopala, pa kaj glej, jaz sem za to. Meni je vseeno, ne, pač punce so itak lepe in vse to, a ne, vedno je plus to. Ampak v primeru so bile te hipi ženske v tem filmu in ena, evo, je Brad Pitt je furil eno, ki je štopala, pride not v avto. Ona je bila bosa, se mi zdi, ali je bila v nekih Japankah, no v glavnem ona se pol sezuje in jih da gor, Brad Pitt fura tam zraven, cel badass, ona se sezuje in da svoje stopala direkt tam na sredino dashboarda, ne, se pravi karkoli je že to, na sredino avta gor, na panel tam pred, na šipov jih v bistvu naslon, na vetrobransko steklo. In kader, ki je bil posnen direkt tam, je bilo direkt v sredini tega stekla, no. Tam je bila kamera, tako da si direkt videl pred sabo, kot da bi bilo tako pred mano 1,5 metra ta stopala, konstantno. In vsaj za ene, ne vem koliko kadrov je bilo to tam in taka umazana, pač hipist pa. Mislim tako, okej, kva je to, sploh nisem vedel, čem sta se pol not pogovarjala. In isto pol kasneje je bilo še, mislim, da vsaj dvakrat nekaj v zvezi s tem. V glavnem, če si razbil un moment, intenziteto v unem kadru, tako da ja, to je tudi, sam rekel, svašta. Ok, tisti, ki sem prej rekel spoiler, moram hitro povedati, pred minejo une minute. Ok, spoiler alert, 5, 4, 3, 2, 1, čak. Po 1 uri se končno nekaj zanimivega zgodi. Brad Pitt je kaskader, a ne, to igra kaskader od tega Leonarda DiCapria in on pride na en set, ki se nekako zmeni, da bo celo lahko delal. In tam je Bruce Lee, ki razlaga vsem ostalim, kako se fajtati pa take zadeve. Ampak na tak način so ga prikazali, kakor da je čist nadut tip, zelo samovšečen. In Brad Pitt se mu začne smejati, a ne, in pride do tega, da reče, ok, greva na 3 udarce. Ki zmaga, bo nehal sranje govoriti o drugi osebi, pa mu dal respekt, ki mu je dan, a ne, v tem primeru. In valjda mora ga Brad Pitt nalomiti, Bruce Leeja, potem se še pač dobi to, da ga vržejo dol z unga seta. Ampak ja, v glavnem, to je bil prva stvar, ki je bila res zanimiva v unem filmu. Po je šlo pa počasi nekako naprej. Leonardo DiCaprio je spet imel ten svoj odličen monolog, tako da respekt njemu. Glej, igralci so odlično opravili. Samo kako je bilo skatan vse, to je bilo res skozi. Mislim, se ni, da ga ne bi gledal. Edino, kar mi je žal, da ga nisem kaj kasneje ali pa pol, da bi ga, ke ne vem, prije na Netflix ali pa tako ven, kaj dosti cenej, da bi ga gledal. Zato, ker sem dal fucking 7,55 evra za karto. Fucking Koloseju. Samo zato, ker je film več kot 160 minut. Mislim, kva je to? Ta Kolosej res propada, to je govno. Kino Bežigrad, odlična zadeva. Tam imajo res fajn še pijačo, alkohol, razne zadeve, lahko vse not zrihtaš. Sploh te predpremiere, pa to same dobre zadeve slišim. Letni kino, drive-in kino, vse take zadeve imajo, tako da Kino Bežigrad res kul. Kolosej, ne vem, če vam je vseeno, ne vem, kaj se dogaja, ampak time to step up. Res, time to step up. Ok. V redu, no, to je pa to. Je pa film, se pravim, ne splača se vam ga v kino gledati, ga ste že pol, unika loadate, ga zloadite, unike gledate, če bo na Netflixu ali pa kaj, ga pa pol tam gledate, kaj tak ima pol človeštva ta subscription na Netflixu. Je pocena, ne, se splača, jaz se pravim izogibati tega. To je druga tema. Konec. Poslušaj mene. To je tak simpel interlud v tem podcastu, ki se imenuje Pušušti mene. In evo, tretja zadeva, o kateri sem hotel govoriti, sem že prej omenil, nekaj sem našteval na sporedu, zadnja, poslednja zadeva. Nisi najlepša, si sam najbolj huda v tej sobi. Kontroverzna tema. Spet, eni boste takoj vedeli, o čem govorim, drugim bom pa zdajle povedal. To se govori za bejbe. Oziroma je tudi dobra predstava, da jo imaš ti kot tip, recimo, ne. Pač dejstvo je, da ful tipov bejbe, samo zaradi tega, ker so lepe, jih dajo na prestol. Tako wow, o moj bog, ti si ne vem kaj, boginja, prosim, opaz me, fuj, to ni to. Lepota je sam eden izmed aspektov, ki se ga išče. Pač glej, dejstvo je, da te more privabiti z očmi, ne, razen če si slep,
volite. Ampak to je samo en del, en manjši del. Druga stvar je oseba, kakšna je tista po energiji, ali je smešna, ali se ujameta, kakšne koli stvari, imate iste interese, bla, 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 to je veliko. To je 90% del, lepota je tam 10% del in včasih lahko tudi čez čas šele pride pol ven una lepota in se poveže z zunanjo lepoto, tako da je že dejstvo, da ti včasih lahko ena oseba sploh ni všeč na začetku, pa čez čas, ko jo spoznaš, pa to se ti zdi pa izjemna in tudi na vzun potem vidiš, si rečeš samo tako, wow, ta oseba je wow. Sam wow, res. To se že velikokrat zgodilo. No, kaj s tem mislim? Nisi najlepša, si sam najbolj huda v tej sobi. In da imaš ti kot tak filter, ne? Da je to, da sem zato, ker vidiš eno bejvo, to ful tipo sem opazil, da dela. Zato, ker jo vidi, zdaj je sam tako, ti si najbolj noro, to si tako hudo. S takimi pridejo, tega nikoli ne reče unim bejvam, ne? Ker se bojijo, kaj bojo rekli nazaj, da pa zavrnile. Ampak reče tako med sabo, ko se pogovarjajo. In jaz sem v vsakem primeru bil tako, ja, je lepa, definitivno. Glej, čestitke, ne, glej, dobri geni, mogoče če skrbi zase, trenira to pa to, glej, zaveda se, ne, da je njen izgled dober adut, ki ga ima. Ampak, tipi, poslušajte zdaj, ni najlepša. Ker se tega tiče, vedno je ena oseba, pač vedno so ne Charlievi angelčki, kva so že une, Victoria's Secret, ne, recimo, da so une standard lepote v zahodnem svetu, recimo. Ali pa kakšne ful znane igralke, ali pa kaj tacga, ne, ki so izjemno fotogenične, ali pa kaj da, te Kim Kardashian pa te nam govor. To so cyborgi zame, pač toliko so že umetne, da jaz niti gledati ne morem teh. Plus so si photoshopi pa taki. Ampak ja, kaj še glede tega mislim? To je samo filter oziroma blokada, ki si jo razviješ v možganih, da lahko normalno pristopiš do te osebe, ne. Dejstvo je, da lepota sploh ni čez čas, ne. Ženske, še posebej take, ki so res hude, vejo oziroma ali pa tudi ne vejo, imajo tam od 18. leta pa do 25. recimo, mogoče zdaj še malo dlje, 30. To so njihova zlata leta, ki so lepe, ki so mlade, ki lahko skoraj jejo karkoli, pa če imajo dobre gene, bojo še vedno suhe, bojo še vedno seksi. Izgledajo pač najboljše, ne. Še lepo ali po 30. telo ne dela več tako dobro, začnejo se kilce nabirati, no, se pa začnejo več razne gubice, pa to, pa to, pa to. In jim ne moremo zameriti, ne. Lej, dejstvo je, da ne uživajo v čas, ki ga imajo. Z moškimi je drugače, mi se, ne vsi, ampak veliko se jih vedno boljš in boljš stara, dokler ne prijemo tam do enega 60. leta plus, če posebej ne skrbiš zase dobro, potem si pa kar naenkrat dedi, a ne. To sem jaz sam hotel povedati, da je dobro za tipe in v tem primeru za ženske je tak malo humility, a ne. Ne vem točno, kako bi se najlažje to prevedel, humility, samo sekundo. Šmo Google Translate in piše ponižnost. Ja, da si malo ponižna, ne. Le v tem primeru se to ful pozna. Se to ne govorim zdaj za vse nasploh, a ne, da so vse ženske take, ker dejstvo ni, ampak je pa en majhen procent, ki misli, da so pa zdaj in sploh. In jaz pravim, zakaj pa ne, živi ti svoja mlada luda leta, glej. Ampak dejstvo je, da čez 10-15 let se bo to kar veliko spremenilo, mogoče že prej. Še posebej, če imaš kakšne zelo slabe navade. Tako da ja, ampak to sploh ni bil point. Point je bil za tipe, spet nasveti za tipe, ker jaz lahko sam iz tega zornega kota govorim, da vi ne gledate samo lepoto kot to je to, a ne. Ker to je samo eden izmed faktorjev, eden majhen faktor. Zdaj, če si pa sam vizualen, boli te, kaj ima v glavi. To se tudi da narediti, ampak mogoče moraš biti res tup, kot je ona ženska tupa, zato da se dva taka hloda najdeta in se pol drgneta en ob drugega in naredita še več tupih malih hlodov, to je dejstvo. Film Idiocracy, to je to. Okej, v redu, mislim, da je to, kar se za danes tiče. Te različne teme, ki smo šli čez. To je to. Kmalu bomo spet, mogoče zjutraj, mogoče popoldne, mogoče zvečer. Nekaj novega, nekaj bolj zanimivega. Če imate sami kakršne koli teme, o katerih mislite, da bi lahko kaj povedal, ali pa vas zanima moje profesionalno mnenje, pišite v spodaj pod komentarje, jaz bom pa videl, kaj lahko v tem primeru naredim. Okej, v redu. Konc! Ba-do
Pošošti